Gospa Vera, v tem večeru se bova nekako spomnila nekih krivic in opozorila na tisto, kar se v Sloveniji ne bi smelo več ponoviti, pa se vseeno ponavlja že dobrih 25 let. Sicer prihajate iz Zgornje Savinjske doline in ste po mami iz premožne družine, ki je v času Marije Terezije pridobila naslov plemeniti. Stari oče je bil trgovec z lesom in je skrbel za njegov transport do Beograda, kjer so ga prodajali. Za njim je skrb za družinsko podjetje prevzela vaša mama in zato leta 1922 odšla v Beograd. Za njim, tam se je pozneje zaposlila pri Judih, med vojno pa se je poročila z oficirjem kraljeve vojske Đokovićem in je maja 1943 pa ste se rodili vi. Oče je še pred prihodom Rdeče armade oktobra 1944 postal žrtev revolucionarjev. Gospa Vera, že v pogovoru za naš radio oziroma Radio Ognjišče ste s ponosom povedali, da ste pred kratkim dobili sodbo senata Višjega sodišča iz Beograda, v kateri je zapisano, da je bil vaš oče Đoko Đoković ustreljen strani komunistov iz ideoloških razlogov nedolžen. In tukaj bova začela pogovor. Dogajanje v Beogradu, kako se ga spominjate, kako to danes odmeva v vaši glavi? Če mi dovolite, jaz imam to sodbo sabo, ker veste, na njo sem zelo ponosna, moram reči, da je tudi zelo čustveno name delovalo. Bila sem na zadnji obravnavi konec septembra, no in zdaj oktobra je ta sodba bila izdana, zraven je tudi slika mojega očeta še v uniformi kraljevega varnostnika. Če kdo, torej upam, da ste še taki, ki znate cirilico brati, sodba je namreč v cirilici, jaz dam to naokrog v kroženje, sigurno bo še kakšen ta izrek sodbe pogledal, ker je kratek, jasen in res bom rekla takšen, kot si ga bi želeli marsikje, najbrž marsikdo za svoje sorodnike, za svoje bližne, pa žal v Sloveniji še zakona o rehabilitaciji ni in jaz se bojim, da ga tudi ne bo. V Srbiji je bil ta zakon sprejet leta 2006. 17. aprila 2006. Jaz sem vložila zahtevo za rehabilitacijo, bil je zelo kratek. Vsega skupaj 9 členov. Namreč imam prakso z srbskimi predpisi, oni ne pišejo dolgih zakonov, tako je že v njihovi zgodovini. Vedno so bili kratki, udarni, jedrnati. Njihovi predpisi so jasni, tako da jih tudi tisti, ki so bili še 50 let nazaj polpismeni, razumejo. Ker to je zelo važno, da ljudje vejo, kaj se z nekim zakonom naroča. No in ko je bil zakon sprejet, je seveda moji sorodniki, po očetu imam precej sorodstva v Beogradu, nekaj gor v Užicah, od tam ta naša družina izvira po očetu, so mene opozorili na to, jasno, se smo vedeli v družini, kako je bilo z mojim očetom, ampak normalno papirja o tem pa nihče ni imel, oziroma se niti smelo ni o tem govoriti. In ko sem vložila zahtevo za rehabilitacijo, sem jo vložila 24. februarja 2009. In šele letos, 2016, oziroma zdajle oktobra, se boste videli tam na izreku, je sodba sprejeta. Moram reči, torej ne samo za mojega očeta, bili so v paketu 105, tako kot jih je bilo streljanih 105, so bili tudi zdaj v skupini obravnavani. In jasno, za vsakega od njih so bili dokumenti, ker različni priimki, po abecedi se v arhivih hranijo papirji, tudi z različnimi zadolžitvami, z različnimi čini, kot so rekli, so bili eni starejši, eni mlajši. Torej, zelo dolgo je trajal ta proces, da se je končno končal. Končal za vse. Ne vem, izreke za druge sodbe, za druge jaz nimam. Jaz imam samo zase. Ker ko je bila obravnava, je bila vedno posamezna. To se pravi, nismo bili vabljeni vsi tisti, ki smo bili potomci žrtev, ampak posamezni potomci, posamezne žrtve. S pričami, z dokazi, s papirji. Sodišče, moram reči,
vsa čast, bom rekla, temu sodišču, srbskemu višjemu sodišču v Beogradu. Bili so sodnik, ki je vodil na senat, ki je predsedoval senatu, je bil dovolj uporen, ko je enkrat en arhiv, mislim, da je bil to udbovski arhiv ali pa oznovski, ker imajo ločeno to dvoje, je odklonil dostavo dokumentov, ampak je šel osebno v ta arhiv in podpisal, da bo on jamčil, da bodo papirji vrneni. In je poslal seveda sodnega slugo, da je papirje prinesel in jih tudi sam osebno sodnik odnesel. Torej, popolnoma, veste, jaz sem bila na zadnji obravnavi, ko je ostalim članom senata poročal, kaj je vmes naredil med junijsko obravnavo v začetku junija lani, pa oktobra oziroma zdajle septembra je bila zadnja, sem bila kot pravnica presenečena nad zavzetostjo sodnika, ki želi priti zadevi do kraja, do konca, do resnice, pa taka ali taka. Jaz sem seveda imela priče ljudi, moje sorodnike in tako dalje, vsi smo pa vedeli tisto, kaj je kdo rekel, ne pa papirjev iz arhivov, in pridobil je od končane akademije, ki je oče končal leta 1932 v Subotici, čisto vse papirje naprej, kako je napredoval, koliko je imel plače, kdaj je bil na dopustu, kdaj je bil v bolniški, kdaj sem bila jaz rojena, kdaj se je poročil in vse do kraja, do konca. In seveda tudi očetove izjave, ki jih je pa dejal kot osebna varnost kralja, da bo kraljevini zvest, da bo kralja čuval in ščitil in je tudi seveda moj oče je, lahko mirno povem, šel v zadnjem spremstvu z Petrom II. Karadžordževičem na Cetinje, ko je ta odletel z vso svojo svito v Grčijo in potem iz Grčije v London. Hočem reči, ko je mama, potem, ko je bila že proti koncu vojne, očetu rekla, sleci uniformo, se vidiš, da bodo Rusi prišli. Je rekel, jaz sem prisego dal kralju in ostal mu bom zvest. Veste, presenetite ali pa zabolite ta, kako daleč je lahko nekdo zvest režimu. Jaz lahko danes mirno rečem, oče je bil pač kraljevini zvest, kralju zvest, Karadžordževičem zvest in je to plačal z življenjem. Pri nas tu v Sloveniji in v vsej ostali družbi se srečujemo tudi z obratno situacijo. Zvest bom, ne vem, partiji, zvest bom temu, zvest bom onemu in se je to, ali pa zvest bom, recimo v Sloveniji so bili plavogardisti in tako dalje, tudi privrženci dinastiji in jugoslovanski armadi in vojski, prejšnja Jugoslavije govorim, in so to tudi plačali življenjem. Ne? Torej, mogoče, če mi dovolite, tukaj, gospa Vera, omenili ste ta proces proti vašemu očetu, tudi dokumente, ki so jih pridobili in pri nas se vedno zgovarjajo na to, da dokumentov ni. Kaj šele? Prosim. Torej bom povedala tako. Tako odvetniška pisarna, namreč jaz nisem hodila sama na obravnave, namreč vsa ta skupina, tukaj v temle članku od Višnjiča, major Ozne, je dal izpoved za časopise in tudi sicer je sam dovolil, da so ga procesuirali in je bil procesuiran, pa je potem med procesom umrl, priznal, da so po nalogu maršala majorji Ozne morali streljati leta 1944 v Beogradu vse, kar je samo dišalo po kralju, tik preden so prišli Rusi. To se pravi v tistem tednu brezpravja med 10. in 20. oktobrom, ko boste prebrali ta članek, boste videli, to je osebna izpoved majorja, ki je povedal po pravici in resnici, kaj se je dogajalo. Jaz pri nas v Sloveniji nažalost nisem nikjer zasledila, da bi kdorkoli, glejte, se mu ni nihče lasu skrivil na glavi, nič se mu ni zgodilo, ampak so mu zaploskali, da je imel pogum, vest in poštenje povedati, kaj se je res dogajalo. Ne? Ker potem je lahko se odvijala posledično so se lahko odvijala procesna dejanja sodišča, ker
če nimate nekoga verodostojnega, ki pove, kaj je res bilo, potem seveda tudi drugi ne morejo se zbuditi in pokrenuti postopkov. No, hočem povedati, odvetniška pisarna, ki je zastopala celo to skupino, odvetnikov je bilo 5, 7, 8, ne, cela tam na Takovski nasprot skupščine Zvezne oziroma Mednarodno banko in med skupščino oziroma zraven glavne pošte imajo pisarno. Ti so bili tudi zelo, to je odvetniška pisarna, nekoč je vodila Vesna Pešič, če kdo pozna, to je bila pisateljica oziroma zelo znana političarka tudi, no in v tej pisarni dela njena nečakinja Katarina Kostič, ki je bila konkretno zadolžena za moj primer. Hočem reči, da so tudi odvetniki, veste, jaz sem bila presenečena, meni je Katarina tekoče poročala, kje so ji delali ovire v arhivu, v katerem arhivu. In je potem takoj, ko ni dobila kot odvetnica papirjev, je prosila sodnika, da je sodnik, ona je našla, kje se papirji nahajajo recimo, da je sodnik točno z dopisom zahteval tisto mapo, pod tisto številko, pod tisto abecedno črko in tako dalje. Torej, po arhivih je težko iskati za toliko let nazaj, pa zlasti, ker so v Beogradu, tako mi je vsaj ona povedala, govorim z njenimi besedami, arhivi, številni arhivi, stare Srbije, Kraljevine Jugoslavije in potem naprej, zdaj Udbovski, Oznovski, JLA, grad Beograd, vsi ti arhivi, ampak so pa urejeni. So pa urejeni in se dobi in se najde. Zato sem našim novinarjem povedala, če bodo, ali pa tistim, ki raziskujejo od Leljaka pa še kdo drug, naše arhive, pri nas so marsikeri dokumenti uničeni. Ne? Nažalost, vemo, da so uničeni, ker so imeli tisti, ki so nalogo dali za uničenje arhivov, najbrž slabo vest, ali bi se pa v njih kaj videlo. In če vam pa manjka, veste, je pa res v povezavi, arhivi so povezani. Če manjka ena mapa, potem nimate sledu najbrž za drugo. Jaz nisem arhivar, med vami je morda kdo, ki bolj pozna to reč, ampak sigurno so arhivi pa med sabo povezani. Ne. Gospa Vera, omenili ste, da so izginjali in pri nas so nedvomno. Po drugi in predvsem pa še v času osamosvajanja izginili ogromni kupi arhivov. Pa do danes nihče ni odgovarjal. Kako gledate na to kot pravnica? Poglejte, ne me narobe razumeti, ampak še najmanjše zlo je, če zgine papir. Bolj hudo je meni kot pravnici, zdaj, ko imam to sodbo v rokah, to, da v Sloveniji nihče ne sprašuje za zginulimi ljudmi, pa njihovimi imeni, pa njihovimi grobovi. Ne? To je bolj žalostno, ker tudi sorodniki, veste, jaz se čudim v Sloveniji, poglejte, v Beogradu so številne družine takoj poskočile na noge, brž ko je bil zakon o rehabilitaciji sprejet, kar pomeni, tudi ljudje morajo biti bolj ozaveščeni, da je treba v tej družbi vendarle narediti red. Nihče od nas ni temu majorju Višniču, ki je točno povedal, kater dan, kje in kdaj so jih streljali, nihče mu ni žal besede rekel, saj jaz ne vem za to. Ampak smo veseli, da smo prišli do resnice. Brez njega najbrž ne bi. Najbrž ne bi. Moja mama je sicer vedela, da so ga odpeljali na Banjico očeta, ni pa vedela, zagotovo ni vedela, da je bil pa streljan, da je bil tam streljan. Ne? Lahko bi ga peljali kam ven, pa ne bi vedela, kje pa kdo, niti bi danes po Banjici lahko bi za manj iskali papirje od Banjice, tako smo pa vedeli, ker je ta major Ozne povedal, da so jih peljali na Banjico in da so bili na Banjici streljani v roku 24 ur. Ne? Torej, hočem reči, v Sloveniji je seveda, uničili so arhive takoj takrat ob osamosvojitvi, pa to niti vedeli nismo, ker so bile takrat nekatere stvari prioritetne, druge stvari so bile prioritetne, veste. Takrat smo se zelo bali, saj jaz osebno vem, moja kolegica pravnica na Ministrstvu za pravosodje tamle v Župančičevi v Ljubljani je iskala okrog civilno obleko, da bo preoblekla vojake, ki so bežali čez avstrijsko mejo, bili so pa Albanci.
mi šiptarji smo rekli. Ne? Torej, a veste, vsak pa je bila pravnica, ne, ki bi najbrž v tisti situaciji tudi s čim drugim se lahko ukvarjala ali morala ukvarjati, pa se je ukvarjala s tako banalno stvarjo, da je preskrbela obleko pa hrano za tiste, ki so čez bežali v Avstrijo, pa v Italijo, pa po Italiji dol, pa čez morje nazaj domov v Albanijo. Torej, hočem reči, v tistih časih, v tistem trenutku, torej tam nekje mesec, dva, ko so se arhivi uničevali, to vemo zdaj, uničevali so jih pa tam dol, v Kočevski reki so jih sežigali. Nihče ni bil pozoren na te stvari, najbrž so bile druge bolj važne, bolj aktualne, ne. Jasno, ampak danes, če bi pa hoteli, bi pa po moje, prosim, se v arhivih v Beogradu našli dokumenti tudi, ker je moralo, veste, ta država je bila zelo centralistično urejena v tem smislu, da se je moralo vse tekoče poročati in po nalogu iz Beograda delati in tja poročati in pisati. In če na srečo pisalo se je na roke, pa pisalnimi stroji, ni bilo elektronike, ne. In mislim, da se bi dol dalo marsikaj najdeti, kar pri nas manjka. To je moje mnenje. Potem, kolikor iz tega procesa vem, kako se išče in kako se najde. Mogoče še v tem sklopu, nekako bova rekla, sklopu sprave, rehabilitacije, kako daleč je Slovenija še do takšnega zakona, tudi po vseh teh razpravah, ki smo jim bili priča v preteklosti. Dejstvo je, da se mi zdi, da smo po 25 letih še vedno razdeljeni. Poglejte, jaz sploh ne zasledim, res da ne živim zadnjih 5-6 let več veliko v Sloveniji, ampak jaz nisem še nikjer zasledila niti razmišljanja o tem, da bi se pristopilo k procesu, najprej k sprejemu zakona, ker glejte, zakon je osnova, moraš imeti neko osnovo, da lahko, torej zakon se sprejema v skupščini, moraš imeti osnovo za to, da boš začel neka procesna dejanja, kakršna že koli. Torej, če v naši skupščini ni niti volje, jaz nisem nikjer zasledila nobene, pa tudi iniciative ne, tudi iz opozicije nisem zasledila iniciative, da bi se rehabilitiralo ljudi, ki jih sicer zdaj z vsem spoštovanjem govorim o žrtvah, ki jih pokopavajo, ampak kdo so ti ljudje? Pa a res nimamo nikjer nobenih seznamov? A res svojci nič ne vejo, da so bili tam? A res nihče od politične strukture nima toliko vesti in morale, da bi rekel, lejte, dajmo prosim vsaj svojcem imena, če že vemo, kdo so bili, kje so bili, kdaj so bili, kako so bili pokončani. Ne? Osebno me to zelo boli, moram reči, veste, v Srbiji je popolnoma ena druga, pa ne, da zdaj Srbijo poveličujem, daleč od tega, saj so v drugih stvareh zelo, bom rekla, spet po svoje problematični, ampak eno moralo, veste, eno moralo pa imajo v tem smislu, da je treba žrtvu spoštovati, je dati priznanje za tisto, za kar je žrtvu bila, tistega, ki pa nekaj hudega stori, pa kaznovati. To pa imajo. To pa Srbi imajo, moram reči, na vsakem koraku sem na to naletela. Ali pa, ne vem, ali pa so vsi drugi bežali ven iz Srbije ob spremembi sistema, bolj kot pri nas. Pri nas so se potuhnili, pa mir dali, potem so pa roge pokazali, ko je prišel njihov moment. Dol, pa ne vem, kako je bilo. Jaz nisem bila dol, ampak vidim po mojih teh spoznanih 6 let sem zdaj dol hodila, je druga klima. Ne. Nobeden komunist si dol ne upa več na glas trditi, kako je bil komunizem dober, pa kako je fajn, pa kar pejmo še kaj pobrati iz njega, pa dajmo še kaj vrniti iz tistega sistema, v sedanji sistem pa napisati še kakšno normo, ki bo oni podobna. Nihče si to dol, to ali nočijo, ali ne smejo, ali nočijo, ali pa, ne vem, tega dol nisem zasledila. Pa sem pozorno poslušala kakšne debate med pravniki, saj sem se med njimi gibala, ne. Midva, gospa Vera, se bova sedaj preselila kar nekaj desetletij nazaj. Leta 1947
ste se z mamo vrnili v Slovenijo. Obiskovali ste osnovno šolo v Bočni in gimnazijo v Celju. Začeli ste študije medicine v Zagrebu, kjer pa ste imeli težave, kako nenavadno, zaradi priimka, a ne da bi se čim prej osamosvojili, pa ste nadaljevali tako študij prava. Kakšni so vaši spomini na profesorje in kako je študij spodbujala vaša mama? Lejte, jaz se opravičujem, če ste tukaj poslušalci, ki ste poslušali tako oddajo Pričevalci kot vašo oddajo, ker pol se bom ponavljala, pol pač povem že ta tretjič isto, kar ste že slišali. Ampak dijaki iz celjskega pa mariborskega področja smo hodili precej v Zagreb študirati. Zagreb je bil po enem, če se boste spomnili, študentski štrajk v Zagrebu je bil, mislim, da je bil 59. ali pa 60. leta, tam nekje, ker ni bilo ne štipendij, ne domov, ne hrane, ničesar. Bili so zelo, zelo revni študenti v Zagrebu. 59. Tako. Jaz se tega spomnim, ker sem bila v Celju v gimnaziji in so bili naši profesori v Celju v gimnaziji preplašeni, ko so za štrajk študentov v Zagrebu slišali, ker je bila to za tisti čas nenavadna zadeva. In po tistem štrajku so se v Zagrebu zgradili študentski domovi in to kar masovno, na Stari Savi, na Savi, Šarengradska in tako dalje, zelo dobre kapacitete, dobri domovi, študentska menza, študijski center s knjižnicami, kino, dvorana zastonj in tako dalje. In je bilo dokaj ugodno študirati, bolj kot v Ljubljani, ki je bil tukaj študentski dom, ampak je bil in drag in omejene kapacitete. Ni bilo dovolj kapacitet in drago je bilo. In ob tisti, bom rekla, denarni stiski, kot smo jo z mamo preživljali, je meni bil Zagreb jasno veliko boljši korak. Šla sem študirati medicino, ker sem si to želela iz več razlogov, ampak medicina je prvič težka, to je eno. Drugo, se je bil zelo neumen razlog, ampak mama mi ni mogla kupiti anatomskega atlasa in sem bila zadnja na izpitu iz anatomije kosti, ki se v prvem letniku polaga in sem si lahko atlas kupila šele, ko so drugi položili izpit. In jaz sem bila pol pa zadnja, pa mi je pa časa zmanjkalo za fiziko, kemijo in tako dalje, biologijo sem še položila, ona dva ne, in jaz sem vedela, da bom letnik zgubila, če ne bom imela, ker so bili pa pogoj za v naslednji letnik vsi izpiti, ni bilo možno imeti nobenega izpita nepoloženega, kemijo, fiziko v jesenskem roku ne bi položila. In sem rekla mami, tudi mama ni bila glih najbolj navdušena za ta študij moj, ker je vedela, da bo dolg trajal in da bo drag. In sem rekla, mama, jaz grem nekaj drugega študirati, ker bom lažje in hitreje končala in prišla do svojega poklica. Je bila kar zato. Moram pa reči, da mi je pa na biologiji, ko sem šla prvič na izpit, profesor Lorkovič, če ga bo se kdo spomnil ali pa ste zdaj ta priimek srečali, bil je pa osebni zdravnik Paveliča. In ko je zagledal moj priimek, mi je dal indeks, ne da bi me kaj vprašal in je rekel, pridite naslednjič. Ne da bi me kaj vprašal. Nisem vedela, kaj sem narobe naredila, ali sem se narobe vedela, kaj je bilo in pol mi je pa nekdo to povedal, da je on zelo, zelo nasproten Srbom, ne. Torej, mene je imel za Srb, ker ni vedel, niti se ni potrudil pogledati moje osebne podatke. No, hočem reči, jaz sem šla pol pravo študirati, ker je bil pa po tistih kriterijih takrat v primerjavi z medicino pravo zelo enostaven študij. 4 leta, ne preveč težek, izpiti tudi ne, predmete sem imela rada in tako sem ga tudi hitro končala. Po končanem študiju in po končani po diplomi sem šla pa nazaj v Celje v službo. Na sodišču me niso sprejeli, ki so rekli, da imajo že žensk zadost in sem šla kar čez cesto, tam je bila pa SDK, ne, in tam so me pa vzeli. Pa nisem niti vedela, kak plačilni nalog zgleda, niti sem vedela, kaj SDK dela, ne. Torej, če se mogoče še za trenutek ustavijo pri profesorjih, kako usmerjeni so bili profesori takrat? Glejte, jaz sem v Zagrebu študirala, moram vam povedati naslednje. V Zagrebu politična klima ni bila niti slučajno tako naklonjena komunizmu kot v Ljubljani. V Ljubljani ste imeli od Kardelja naprej, vsi so ga častili na fakultetah, Bog vari, da ne bi bili profesorji privrženi. Še na medicini v Ljubljani so bili profesorji, ki so morali biti politično preverjeni, da ne govorimo o pravni fakulteti, pa ekonomski, pa še kakšni drugi. V Zagrebu je bilo drugače.
Dol so bili prvič profesorji, ki so ostali profesorji še izpred vojne. Starejši, res starejši, a veste, tam 70 let in tako dalje, ki so odkrito in naravnost povedali, da tale socialistični sistem pa ni dober. So nam kot študentom to povedali in tudi povedali, zakaj. Pa še nekaj na pravni fakulteti, jaz sem že to dvakrat, da mi je že zoprno tretjič ponavljati, je bilo sigurno polovica profesorjev na pravni fakulteti so bili Judje. Goldstein, Lang, še kakšen, kako se je on pisal, Goldstein, Lang, še en je bil. Torej, nosilne teme, ekonomska politika, politična ekonomija in tako dalje, te gospodarsko pravo, te nosilne teme za gospodarske tokove ali pa za finance so bili Judje. Stari profesori, Bayer, no tisti je bil za kazensko, ampak nikoli od njih nismo slišali kot študentje nobene politične usmeritve, a veste, v tem smislu, da bi nam predavali, kako je zdaj samoupravni socializem nekaj perfektnega. Ne, strogo nauka, kot so rekli, strogo veda, o kateri so predavali in to so od nas tudi terjali. Ne pa politične orientacije. Pri rimskem pravu smo imeli čudovitega profesorja Horvata, jaz ga še danes rada citiram, torej star profesor, ki je z palčko prišel na predavanje in je nas veliko naučil, ker je rekel, djeco moja, če boste znali rimsko pravo, boste zavedno vedeli, kje so osnove za vse evropske zakonodaje. Predpise take ali take. In je bilo res tako. Gospa Vera Mejak, izobraževalni sistem danes, zdi se, da silimo v neko preteklost, se mi zdi pri nekaterih primerih, tudi danes med mladimi vidimo, kako nekateri poveličujejo in želijo vzpostaviti nazaj nekdanji režim, vidimo zvezde na posameznih zborih, tudi v osnovnih šolah, kar pa je zaskrbljujoče. Glejte, jaz o tem ne morem nič odločilnega reči, ker sem premalo tukaj. In zdaj nisem upeta sama v šolski sistem. Jaz nisem zdaj ne blizu profesorjem, ne blizu dijakom ali študentom in še manj osnovni šoli. Me pa jezi ta hip nekaj, lejte. Imamo parlament, imamo zakonodajo. Zakon v parlamentu je bil sprejet, da se financira enako osnovna šola privatna osnovna šola v osnovnošolskem programu, enako financira iz družbenih sredstev, državnih in naših sredstev, kot ona druga. Tudi slučajno ga ne spravijo skozi. Tudi slučajno ne. Pa je ustavno sodišče reklo, da je ta zakon ustaven, torej da ni nič v nasprotju z ustavom. Osnovnošolski program se mora. Torej hočem reči nekaj. Samo iz tega podatka zaključujem, da še vedno v tej ljubi Sloveniji težijo k temu, da ja ne bi slučajno kakšna skupina učencev, dijakov, otrok šla nekam malo bolj izpod kontrole tistih, ki vedno še držijo roke nad tem izobraževalnim sistemom. Ki pa zagotovo, vsaj kolikor jaz vidim, tamle otroci pri meni na Lešovčevi hodijo k meni, pa se kdaj pogovarjam z njimi, kaj se v šoli učijo, ko mi to povejo, a veste, je isto, kot bi poslušala leto 60. Ne? Žal, torej, ni jasno, ker sedajle so profesorji in učitelji v šolah tisti, ki so zrasli v socializmu. Ne? 30-40 let so stari. Vse zadnje so tisti, ki so rojeni, ko smo se osamosvojili, zdajle stari 25. Ne? Torej, dokler se ne bo pa tudi sicer klima v Sloveniji ni naklonjena temu, da bi se lahko, ko gledam časopise, poročila, zelo omejeno se poroča o različnih stališčih, mnenjih in mišljenjih. Vedno eno in isto se poudarja, povzdiguje, časti, slavi,
ne pa kritično precenjuje, kaj bi bilo dobro na vse zadnje, če smo v demokraciji. Ne? To je moje mnenje. Ne morem pa več reči o šolstvu, ker nisem v šoli, nisem jaz več s šolstvom povezana. Ne? SDK, služba družbenega knjigovodstva, če greva k tej temi za trenutek še, kako finančno neodvisni smo bili v resnici od Beograda? Nič nismo bili neodvisni. Čisto nič. To, kdor pravi od teh, ki zdaj slavijo in imajo neke pobožne želje, da bi bila spet neka Jugoslavija, pa ki imajo žalovanje za propadlo državo, jim kar naravnost moram povedati vsem, če je kdo tukaj najbrž ga ni, ampak vendarle, ni bila nobena republika samostojna in neodvisna v finančnem smislu. Tudi slučajno ne. Lejte, monetarni sistem je bil Narodna banka Jugoslavije, denar se je tam tiskal in tako dalje. Vse narodne banke republik so se imenovale narodne banke, ampak so bile v bistvu ekspoziture Narodne banke Jugoslavije. Govorimo o času, ko sem jaz bila direktor tukaj v Narodni banki Slovenije. Dnevno smo morali dvakrat poročati v Beograd, koliko je izvoza, koliko je uvoza, ker je to bilo merilo glede na izvoz, seveda, koliko bo deviz priliva, pa kdaj. V vrstah so morali referenti iz podjetja hoditi stati s tistimi devizno dokumentarno kontrolo s papirji, da se je vedlo, kdo je kaj izvozil, kam je šlo, koliko denarja bo, kdaj bo prišel in tako dalje. In smo morali poročati takoj v Beograd, enako za uvoz. Uvoz je bil pa zelo velik pri kemični industriji, pri zdravilih, pri tej predelovalni industriji, ki je rabila določene surovine in surogate, in smo morali ravno tako za uvoz poročati, koliko bo potrošenih deviz. Ustvarjale sta pa devize samo Slovenija pa Hrvaška. Oni dol so imeli clearing. Oni so blago za blago prodajali na vzhod predvsem, ali pa tudi mogoče kam na zahod. Prodali, ne vem, orožje, pa orožje za nafto. Ne? To je bila menjava v Srbiji, recimo. V Makedoniji pa tobak za banane. Ne? Torej, vem točno, ker smo imeli namreč na sestanke v Beograd, na Narodno banko, je hodil guverner in je pol nam na sestanku direktorjev poročal, ne, kaj in kako. In je bil, moram reči, takrat naš guverner Jamar, če se boste spomnili, če se kdo še spomni, leta 93-94 je umrl v prometni nesreči v Avstriji. Šel je pa z ženo na Dunaj. Žena je bila težek invalid in je peljal k zdravniku na Dunaj. Še danes jaz dvomim, da je to bila res prometna nesreča. Če dalje bolj. Ni bila, ne? Ni bila. Prosim, kar povejte, ker jaz sem takrat, veste, mene so napačno informirali, ker so se bali, mene so se bali namreč, ne? Ker... Prosim? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Prepoznali smo direktor banke, pa mlajši človek je bil pa eden od dvojčkov Kolte, ker bi tudi nekaj bančnih. No, vidite, no, tako. In so se tako obnašali, so bili alkoholni, smejani. To je bil namreč guverner Narodne banke Slovenije, veste, ki je zelo pazil na to, da ne bi šle vse devize iz Slovenije v Beograd. Naslednji dan je bilo pa v časopisu, da je bila nesreča. Ja. Mi smo pa še ljudi. Ja. In potem, Ja. da sem zaključil službi, Seveda. so rekla, spravo sem jo. No, evo, vidite, po kolikih letih se še kaj zve. SDK, če še vseeno za trenutek ostaneva pri njem. Paste, SDK je druga od Narodne banke. Tako, in greva zdaj k SDK-ju. Tam se je vse vedelo, bilo vse zabeleženo, kako in kaj. In
Če lahko rečemo, načrtno se ga uničili. Za tiste, vse večinoma vsi verjetno poznate, ker se iz tistega obdobja, ko ste imeli bodisi upravka z Narodno banko ali pa z SDK-jem. SDK je bil plačilni promet pa finančna inšpekcija oziroma finančna policija. Banka, Narodna banka je bil monetarni sistem, kontrola deviz, kontrola denarja, tiskanje denarja, najemanje kreditov za Jugoslavijo, razporejanje kreditov in pobiranje od vseh republik tisto, kar so zaslužile. Torej, o kakšni samostojnosti v deviznem smislu ni govora, v plačilnem prometu je bila pa stroga kontrola, kam, kdo, koliko, kdaj. Pika. To je bil pa SDK. Sej v tem smislu, da je bila to urejena služba z dobrimi arhivi in tudi z dobrimi kadri, jaz moram reči, ko sem prišla delati v SDK, nisem vedela, kak plačilni nalog zgleda. Ampak ljudje, ki so delali takrat v SDK-ju, so bili še kadri izpred vojne, iz prejšnje Jugoslavije. Marsikdo je imel Krištofov tečaj ali pa neko srednjo šolo, ampak bili so zelo pošteni, vestni, natančni, pa tudi strokovni. In se je z njimi zelo dobro dalo delati in veliko smo se naučili tisti, ki nismo nič znali od tega, čeprav smo imeli na papirju diplomo. Torej, jaz se z vsem spoštovanjem govorim o finančnih inšpektorjih v Celju, Tržan, Vrečarjeva in tako dalje. To so bili izredno sposobni kadri. Samo za primer bom povedala, z gospod Tilingerjevo, ki je bila tudi finančna inšpektorica, sva šle na kontrolo v Zlatarno Celje, ko je ugotovila, da kabinet maršala ni plačal darilo, ki ga je maršal Jovanko nesel tjale nekam v Iran, ali kam, ne vem, mislim, da šahu iranskemu in Soraji je bila takrat še soproga od iranskega šaha in tisti je bilo uvoženo zlato iz Južne Afrike, briljanti, ne vem odkje, kratka eno čudovito darilo, nič plačano, ne zlatarni, ne prometni davek odveden in tako dalje, strošek pa ogromen, jih je brez besede prijavila. Zlatarno Celje, ker je rekla, ne morete si to dovoliti, tudi če delate za kabinet maršala. Pika konec, pa so plačali. A so pol od kabineta iztirjali, najbrž niso, ampak hočem reči, inšpektorji niso prepoznali heca. Ni bilo heca, ker so sami zase se najbrž bali, jaz ne vem, jaz sem se samo učila takrat ob njih, ampak ob njih sem se naučila reda, financ, pa poštenja tudi. Ker če imaš mentorja, ki rad golfa, pa ki nekaj tam zamuti, potem tudi otroci to naredijo. Ne? Poglejte, ministrica za šolstvo v Sloveniji, golfala je pri svoji plači enako kot Mramor, pa še na misel ne pride, da bi rekla oprostite, ali pa da bi šla. Niti slučajno, pa je to čist navadna goljufija. V tistem le svojem intervjuju tlele v Reporterju sem povedala, kaj je vsebina goljufije. Kdor koga z lažnim prikazovanjem resničnih okoliščin pripelje v zmoto. To je to. In je bila taka takrat in je zdaj enaka. Goljufija je goljufija. Torej, jaz sem, veste, jezna takrat, kodar se pri denarju, ki je tako občutljivo področje, če tam ni reda in če se tam golfa in če se tam poskuša na 15 najbližje, pa naj bojo to sodelavci, otroci, šola, država, potem morala pade. Občutek za poštenje pade. Ne? Če imaš pa take mentorje, ko sem jih jaz imela slučajno, na srečo, inšpektorje v SDK-ju v Celju in tukaj v Ljubljani enega Brleca iz Kamnika, se mislim, da je oče od tega, ko v Reporterju piše. Sva šla v podjetje Kozmos, tamle nasprot Tivolija je bil podjetje, so goljufali kar srake pri prometnem davku, uvažali so pa avtomobile iz Italije, pa jih pod roko prodajali, pa so pa še pri prometnem davku goljufali, ne samo pri denarju. Kako je zarohnel in kako sta šla hitro dva v preiskovalni zapor, od tistih komercialni direktor pa še en zraven. Torej hočem reči, če rasteš strokovno ob takih ljudeh, imaš tudi občutek, kaj paše, kako se mora v državi na vse zadnje spoštovati. Ampak, gospa Vera Majak, dejstvo je, da je potem Drnovškova vlada SDK ukinila. Je mogoče to eden od tistih problemov te naše bančne luknje, teh bančnih mahinacij, ki so seveda sledili vsemu temu? Nič ne bom govorila v današnjem Reporterju,
današnjem, temle, ta zadnjem, ki je izšel zdajle v ponedeljek, v temle, je čudovit članek tukajle skrivnosti Adita iz Šiške, to je bilo podjetje, ki je skrivalo to in to in to. Tukaj od spodaj pa zelo lepo piše, kaj je bila SDK. Prosim, vzemite, ne da zdaj navijem za Reporter, ampak ko sem si ta članek prebrala in Romane Logar sliko zagledala, mi je bilo hudo. Verjemite, da mi je bilo hudo. Kakšno službo smo zgubili pravzaprav, pa samo zato, ker je gledala pod prst. Lejte, bila je centralno organizirana, bila je na enem mestu, plačilni promet, bilance, vse je bilo na enem mestu, prometni davek, vse je bilo na enem mestu, kreditni tokovi in tako dalje. Vse se je dalo videti. Jasno, razbili so na tri dimenzije. Ne? Prosim, preberite ta članek, da bom ponavljala, ker je tole zelo lepo napisano tukaj. Kje pa mora biti, vidite danes V bistvu je šlo pa to za tem, da se zamegli, da se uniči nekaj dokumentacije, da se zabrišejo denarni tokovi, ker če greste po sledi denarja, vse najdete. Sam po sledi denarja je treba iti. Ko sem dela v Španiji gledala pred, kaj je bilo, kdaj so bili tisti Panama Papers, panamski papirji. Na televiziji so vrteli sezname držav evropskih, vseh od A do Ž. Španija je zadnja, mi smo pred njo, ko smo SL, ne? In je bilo tudi naših nekaj gor. Nisem pa mogla, hitro se je vrtelo slediti priimkom, španskih je bilo pa zelo, zelo veliko, ljudi, ki imajo denar od zunaj v davčnih oazah. Namreč, lejte, problem davčne oaze in davčnega prelivanja denarja je v tem, da se v matični državi, tam, kjer je denar zaslužen, davek ne plača in se odvede tja, kjer se tudi nič ne plača, ne od obresti davek, ne od ničesar. A ne? To je v bistvu prekršek finančni in zdaj seveda, če so veliki zneski, je to velik denar, če so manjši zneski, je manjši denar. Ampak v Španiji je drug dan po objavi teh Panama Papers, teh panamskih papirjev, minister za ekonomijo odstopil. Tisti moment, ko je videl, kako ga golfajo lastni državljani, sicer pa z velikimi vzneski seveda. Mora biti gospa Pri nas še papirjev objavili nismo. Enega športnika, nekje sem se sledila, da so ga dali na prvo mesto, ne vem kjerga, enega rokoborca ali kjerga, ne vem kjerga. Gospa Vera, Veste, kako si norce delali z ljudi, pa jih je bilo najmanj 10 na tistem seznamu, če se prav spomnim. Gospa Vera, kaj bi se zgodilo v Španiji, če bi bila taka velika bančna luknja? Ljudje bi bili gotovo na ulicah, prej kot v Sloveniji. Najprej do tega tam sploh ne bi moglo priti. Banke so privatne, veste, banke so v lasti nekoga, ne? Torej, ali je v 10 lastnikov, ali jih je 5, ali jih je 6, jaz ne vem, ampak v glavnem lastnik pa vsak na svoj denar zelo pazi. Presneto premisli, a bo dal kredit nekomu, ki ga ne bo mogel vrniti. Ne? Se bo zelo zavaroval. Če ga bo pa goljufal, bo šel pa v zapor. Oni, ki je goljufal banko, ne da bo se ta pokrižal pa rekel, je že oproščeno. Lejte, bom zdajle povedala, se zelo vas utrujam s tem bančništvom, ampak res mi gre do živega, ko vidim te bančne goljufije v Sloveniji. Pol so šli pa še na ekskurzijo naši na Island gledati, kako so na Islandu zaprli bančne direktorje. Po vas prosim, še za to denar trošijo. Ne, da se da danes v tej elektroniki vse videti, vse podatki se dajo dobiti po elektronskih kanalih, ne, ni treba iti na ekskurzijo gor pa spraševati enega. Glih povedali so jim najbrž. Ne. Torej, hočem reči naslednje. Dol je bil pa zdajle, vam sem dala tisti špansko revijo. Na prvi strani grof Bornemisza, pa je Bornemisza zelo stara evropska plemiška družina, je bil grof Bornemisza zdajle obsojen na 2 leti zapora, ker je goljufal za 1 milijon evrov davka. Goljufal je pa tako, da je zaslužil toliko pa toliko in je denar odpeljal v Andoro, to je tako, ko bi jo iz Slovenije odpeljali denar v Liechtenstein. Andora je tudi skrivalnica denarja tamle v Pirenejih za Špance, on je odpeljal denar tja, ne, da bi dal plačo, ko so ga najdli, so ga dali zapor za 2 leti. Nepogojno, pika. A veste, tu ni heca, pri denarju se ne sme hecati ne država, ne posameznik, če hočete imeti red. Torej, lejte,
dol do take bančne luknje sploh priti ne more, ker so banke privatne, kot sem povedala, lastniki pazijo na denar, kam ga dajo, komu ga posodijo, kako ga bo vrnil. Če pa že imajo kakšen minus, ga morajo iz obvezne rezerve pokriti. Vsaka banka poslovna na svetu mora imeti po obvezno rezervo. Obvezno rezervo, ki jo napaja z dobička vsako leto po bilanci, ko je bilanca sprejeta. In bom zdaj povedala, jaz imam slučajno tudi denar v Caixa banki dol. To je zelo velika banka, španska, prva je Santander, druga je ena druga, tretja je Caixa. Kaj se dogaja? Samo ne za to, da jih hvalim, ampak kaj je poštenje in disciplina. Ko je bilanca banke junija objavljena, se ve, koliko je dobička. Da bi bila izguba, o tem še nisem slišala. No, ena je pa šla v stečaj. Ko je posodila Kitajcem denar, seveda, Kitajcem ga niso vrnili in to velike vsote, je šlo vse v maloro. Torej, ko banka naredi bilanco junija za leto nazaj, se ugotovi, koliko je dobička. Del dobička se odvede po zakonu v obvezno rezervo, ostali po družbeni pogodbi lastniki banke si del dobička razdelijo tako, kot jim pripada, ostali del se razdeli varčevalcem. Si lahko bi to predstavljate, jaz to nisem lani verjeti mogla, ker sem dobila 200 evrov od dobička banke, ne obresti. Obresti mi grejo, tisto normalno, tam, kakor je pač je, ampak od dobička banke. Kako pa to računajo, ali dajo tistim, ki imajo večje vsote več, pa onim, ki imajo malo manj, ali vsem enako, to pa ne vem. Nisem niti spraševala, bila sem pa čist presenečena, najprej sem na televiziji pri poročilih slišala, kako se bo delil dobiček te pa te banke, ne? Ker jasno, banka se s tem pohvali, a veste, banka je ponosna na to, da ima toliko in toliko dobička in da lahko to javno objavi in da to vsi slišijo, ne? Ker s tem pridobi tudi varčevalce, logično. Bila sem tako presenečena in leto sem ga dobila tam 130 evrov, ampak Slovenije vas treba, da malo reda napravite. žal, a veste, koliko let imam? Pa nobeden od teh me ne bi slišal. Vse danes me je pa res eden v garažni hiši od nekodajnih mojih pripravnikov iz Narodne banke, ki sem ga komaj spoznala, mi je rekel, joj, Vera, bi te pa res nucali pri nas. Pozdravil me je, jaz sem rekla, malo prepozno ste se spomnili. Mogoče še v tem zadnjem delu pogovora, potem bomo kakšnim vprašanjem povabili tudi vse vas tukaj, tako da prosim, da imate kratka vprašanja pripravljena. Na 3-4 vprašanja bomo vzeli in potem naprej. Sam toliko dovolite. V prejšnjem Reporterju sem z veseljem prebrala članek, da banke Slovenije, Narodne banke, vlade niso poslušale. Lahko da je to res, lahko da ni, to je tale in kazalci, koliko je naša Narodna banka. Mislim pa, da bi na tem lahko bilo nekaj resnice, kajti ravno kar je Nacionalni preiskovalni urad vzel v precep guvernerja Jazbeca. To sta pa zdaj, torej to je, prosim, pa zdaj čisto moje razmišljanje. Nič prebrala, nič mi nihče ni rekel. Da si to upajo narediti ali pa da to grejo delati, sta lahko res dva razloga. Ali da je res nekaj zelo narobe naredil, ali pa ker so mu zaplenili, vzeli računalnik in vse tiste, kako se reče temu? Diske, da hočejo videti, kaj on komunicira z Evropsko centralno banko. Veste, ker Evropska centralna banka komunicira z neko državo preko Narodne banke. Tega pa seveda nihče drug ne ve kot guverner, ne? In s tem, da rob prihaja domov, še to, predlani novembra je na španski televiziji, ko dol poročajo dnevno, kaj se v Bruslju dogaja, za vse segmente, torej tisto, kar je aktualno. Ko je bila seja banke, naše Evropske centralne banke, po končani seji je guverner, torej centralne banke, Draghi, takole s prstom mahal našemu ropu pred nosom. To sem na televiziji v Španiji videla. Pri tem, da je Draghi zelo spoštovan in velik gospod, je moralo biti nekaj hudega, da je takole mahal s prstom rob. In zdaj rob prihaja domov, če ste poslušali pri teh poročilih. Meni to veliko pove.
Nekaj je moralo biti zelo narobe, da mu je pred nosom s prstom mahal, Dragi, ki je zadržan gospod v vseh pogledih na nivoju. Že takrat je povzdignil glas, ko smo odpustili iz Družbe za upravljanje terjatev bank švedskega, se je bil švedski, upokojen guverner švedske banke, veste. Torej, to je tako pobalinsko, da je človeka sram, ne? Mislim, jaz nimam drugih besed, no. Gospa Vera, Ker sem še delala z bančniki, tudi z drugimi, pa hodila na razne sestanke, kongrese in tako naprej. A veste, to so ljudje, ki imajo nivo, pa ki imajo eno obnašanje, ki vejo, kako to niso ljudje tam nekje, ne vem. Gospa Vera, omenili ste kar nekaj problemov. Dejstvo pa je, da naša sodišča nekako niso bila sposobna sprocesirati kakšnih velikih zgodb. Kdo je kriv? Tožilci? Pravosodni sistem? Kje smo zgrešili? Ne morem vam, torej jaz imam tu čisto osebno mnenje, ni pa nujno, da je res. Vsak izmed vas ima lahko svoje mnenje ob tem, ko prebira dnevno tukaj časopise. Jaz lahko poslušam v Španiji, ko je bilo samo enkrat v primerjavi z Grčijo, veste, Španci so zelo kritizirali Grčijo ob njenem sistemu zadolževanja in neprocesuiranja ljudi, ki so pahali državo v tako zgubo in v tak položaj, so potem takoj zatem dali primerjavo še tole Italijo, ki ni bila veliko boljša, sam da je imela večje devizne rezerve, pa še Slovenijo. Ko sem tisto takrat poslušala, mi je bilo zelo, zelo hudo. Pa je to 2-3 leta zdaj nazaj, ko je bil še Cipras. Torej, jaz tukaj pri nas mislim, da je osnovni problem, da sta sodna in izvršilna oblast popolnoma povezani. Sodna oblast, veste, sodna oblast mora biti ločena od izvršilne, ne da je minister za pravosodje ali pa tisti, ki odloča, kdo bo tam in tam in tam, na katerem položaju. Poglejte zdajle, kaj se s tožilci dogaja. 2 imajo, ampak oba sta prijatelja od tega, ki odhaja, ne? Katermukoli bo dal podporo, je predvidevam, enako misleč. Jaz sem v prijateljskem odnosu s tistim, ki je približno enako misleč, z drugim se ali skregam ali ga pa ignoriram. Torej, jaz tukaj vidim hudo napako pri tem, da takrat, ko smo se osamosvojili, nismo sodnije počistili v smislu, ampak na vrhu, ne od spodaj. Zdaj spet govorijo po časopisu, da je treba novo kadrovanje na sodiščih izpeljati drugače. Ne, vrh je treba počistiti. Ker od spodaj sodnik na prvi stopnji bo vedno ubogal in je dolžan ubogati razsodbo višjega oziroma vrhovnega sodišča. In dobi črno piko, če mu 2-krat, 3-krat, 4-krat razveljajo neko zadevo. On že ve, kako mora delati, da bo všeč onim zgoraj. Če one zgoraj ne bomo odstranili v političnem smislu, ker so pa še zelo, zelo privrženi staremu socialističnemu sistemu, jaz točno vem, saj za nekatere, ne bom imen omenjala. Konkretno tisti sodnik, ki se je pijan tamle dol v Portorožu po tleh valov, je bil moj pripravnik tudi nekoč. Ja, nažalost. Nažalost, Tratnik. Torej, lejte, in to je zdaj 30 let, tega pa je še kar na sodišču, da še o tožilcih ne bi še kaj več rekla. Ampak čim so tako povezani, tako zlizani, tako sodni svet odloča, sodni svet, kdaj pa še vrana v rani oči skljuvala. Sodni svet odloča o tem med 3 sodniki, kater bo tista prav, ki mu bodo dali podporo, pa to ne gre, ne. Torej, jaz tukaj, tu se bi moral zakon spremeniti, ampak ta skupščina ga ne bo, ta parlament ne bo šel proti sodnikom, ki jim všečno sodijo, ne. Več pa ne poznam, ne. Mogoče bi se ustavil vseeno pri enem imenu, ki pa je nekako šlo skozi vse tiste vrhne in sedaj mu
nekako sledi zgleda, bomo videli, kaj bo na izboru dal predsednik države, tudi mesto člana ustavnega sodišča, to je Ferlinc. Joj, samo to me ne sprašujte, ker res ne, no, ker, lejte, to je bil moj pripravnik, vse sem že v pričevalcih povedala. Sam Svetlo me je gledal, ko sem mu dala nalogo, naj mi pobere kazenske določbe iz zakonodaje takratne, zvezne in tudi republiške, ker smo imeli zakon o tisku, zakon o čeku, zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev, ne bom naštevala vseh zakonov, tako republiških kot zveznih, ker so bile tudi dejanja, ki so bila protipravna, kazniva. To se pravi, so se kaznovala, ne? Določene so bila opredeljena kot kazniva dejanja, niso bila vsa v kazenskem zakoniku. Ko sem mu to kot pripravniku dala nalogo, me je sam Svetlo gledal, kot da sem jaz padla z neba. Ne? Torej, pa še kaj drugega. No? Ampak, če mi že to vse pove, da 30 let, to je bilo leta 77, zdaj smo pa leta 2017, 40 let poznaj v penzijo ne gre, kam na ustavno sodišče tacga bedaka. Se ni, če bi ne bil, če si dovolim to besedo uporabiti, to pa zato, ker sem zelo, zelo spremljala proces Patrije, ker sem bila prepričana, da je bil od samega začetka to fiktivni, montirani proces, zato da se nekoga oblati, onesposobi, da se vso slovensko javnost zmede ob ne vem kakem pisanju. Poglejte, Finska je obsodila, v Finski je obsojen novinar, torej reporter ali novinar, ne vem kako, tisti, ki je prvi plasiral to novico v javnih občilih Finske. Lažno novico, seveda. Naši, šel je pa na Finsko, še to, tudi ta podatek imam na Finsko, je šel pa na sestanek z novinarjem, ta Drago Kos, ki zdaj v Ljubljanski banki ureja kreditne mape, ureja pod narekovajem. Lepo vas prosim. No. Jaz tukaj pa res dobim iz večjih razlogov. Veste, prvič, da je v tej državi in da je v tej državi bil opozicijski politik zaprt par dni ali pa ne vem, mesec dni ali koliko pred volitvami. Da ga je spremljalo v zapor samo 50 ljudi. V Španiji bi bili vsi na cest. Pa še kakšen bi dobil jih po glav s kakšnim kolom. In da se to v demokratični državi zgodi in da je potem kar normalno sprejmemo tistega, ki ga izvolijo na volitvah, ki so bile hendikepirane. Ne? Mislim. Torej, jaz sem tukaj, ob tem Ferlincu, vse sem vam povedala. Enkrat so me povabili, da grem tjale pred sodišče na ta odbor 2014. Ne? Jaz sem rekla, če mi jaz tja prišla, šla tudi gor. Jaz ne bom pred sodnijo ostala. Ne, res, mene ne. Prvič sem upokojena, nisem od nobenega nič odvisna. Dovolj sem delala in pošteno. Premoženje, ki ga imam, ga lahko vsak moment povem in pokažem, od kje izvira. Prodala sem mamino kmetijo, ki si jo je zelo prigarala, privarčevala pa gradbeno parcelo v Beogradu, prodala, ki je 39 leta je z očetom skup kupila, ki sta mislila dol ostati pa graditi. Z možem sva podjetje ustanovila leta, takoj, ko se je dalo 89-90 in je bil mož velik strokovnjak, ki so ga zelo šikanirali po službah, moram kar povedati. Bil je direktor Inštituta za ceste, takrat tamle na ZRMK-ju v Ljubljani, ko se je ZRMK razdelil na tozde. Pa je bil tozd za geomehaniko, pa za betone, pa ne vem katero protipotresno tehniko, pa še za ceste, pa še tako naprej. In je na nekem delovskem svetu eksplodiral na predsednika delovskega sveta tako, da ga je pretepil. Jasno, da je moral kot direktor takoj iti. Po nalogu partijskega komiteja Bežigrajskega je moral kot direktor odstopiti, pa je pa rekel, v redu, grem pa v Domžale in je šel v Domžale in je tam bil nekaj časa na tistem zavodu za tamle Trzinsko mlako, tisto industrijsko cono so urejali, ko je bilo pa k sreč možnost in priložnosti ustanovil svoje podjetje, bil je pa velik strokovnjak za dimenzioniranje nizkih gradenj. To se pravi, pač dimenzioniranje, jaz ne znam niti povedati, kaj točno to je, ampak v glavnem bil je strokovnjak, spoštovali so ga, ko je delal v Avstriji, ko je delal v Švici, na Bavarskem pri profesor Leikaufu v Münchnu in tako naprej. In nama je uspelo, uspelo mu je v tem času, ko je bila gradnja cest, ko je bila ta era gradnje cest, pa hidrocentrale. In tukaj so ga zelo ponucali in je tudi zelo veliko znal in delal in imel zaposlene inženirje in tudi zaslužil.
Mene je pa domov potegnil, ki je rekel, pridi domov, sicer bom drugo dobil. Ampak v glavnem zato, ker pač seveda so bile pogodbe, računi, davki, plače, prispevki, ponudbe, vse je bilo treba doma delati. In moram reči, da sva zelo uspela od leta 1989 pa tja do leta 2007, ja, do 2007, ko je mož pa zbolel, sva podjetje prodala enemu njegovemu kolegu, ki je bil pa strokovnjak za asfalte. In to podjetje Aktim, če boste kje videli te avtomobile okrog po cestah, se še vedno isto delajo, je kar uspešno. Mogoče ob sklepu tega mojega dela vprašanj še, gospa Vera, migrantska kriza, nekako me zanima vaš pogled na val ilegalnih imigrantov leta 2015 po Evropi. Je imel sploh kdo pravico tako spuščati jih preko meja popolnoma nekontrolirano? Lejte, na to vam pa jaz ne znam odgovoriti, tudi nisem prav čisto nič bila s tem seznanjena in neobremenjena, bom rekla, ker sem bila v Španiji, ko se je to začelo. Če vam odkrito povem, meni so se ljudje smilili, ko sem tiste slike tam dol gledala iz tistih krajev. Sem tudi jaz bila še otrok iz vojne, veste. In ko gledaš te boge ljudi, se ti smilijo, kakorkoli obrneš. Vendar, istočasno si pa rečeš, pa za božjo voljo, kaj počnejo, komu je v interesu ta vojna? Komu je v interesu? To se prvo vprašaš. Ker ni vrag, da ne bi v tisti Siriji, na severu, ko gledate zemljevid, karto, se to ni področje pol Azije. To je, recimo, jaz ne znam reči koliko, ampak da to ne bi mogli eni z drugim ukrotiti teh divjih ljudi, ki se med sabo pobijajo, streljajo in tako dalje, pri tem, da ne govorim, da Rusija pomaga Asadu, ki je socialist in mu daje orožje in bombardira, na drugi strani Turčija Kurde istočasno likvidira in pospravlja, Judje ploskajo, ne? Amerika je bila pod Obamo precej tako, ker je imela slabe izkušnje iz Iraka, je bila na distanci. Potem pa res ne veš, jaz nisem strateg za vojne in nič ne vem o tem dosti, vendar smilili so se mi ljudje, to je eno. Ko pa posledično razmišljaš, kaj iz tega lahko nastane, ko taka masa ljudi drvi nekontrolirano v en teritorij, ki ni bil nikoli privržen tem ljudem, in je bil vedno v konfliktu. Madžari so ta prvo rekli Evropi, ki je pozabila. A se kaj spomnite, čigava je bila zadnja bitka, da smo Turke zaustavili? Na madžarskih tleh je bila. Na madžarskih. In so vsi pozabili, vso zgodovino, jim je kar zletela z glave. Poljaki so rekli, če ne bi bilo našega kralja Jana Sobieskega, ki je šel pomagati Dunaj reševati, bi bili Turki ves Dunaj pohodili, pomundrali. Tako da, veste, eni imajo še zgodovinski spomin, pa se branijo tega navala teh ljudi, eni ne. Kaj pa lahko vse to rodi za sabo in kakšne posledice, jaz nisem vedež. Dobro pa to sigurno ni, ne. To sigurno ni dobro. Še zlasti, ker se ti ljudje ne adaptirajo. Noče se adaptirati. Vedno stoji ob strani. Poglejte, bom povedala izkušnjo, ki sem jo na španski televiziji gledala. Španski notranji minister je bil poklican, ko so v ograjo Ceuta pa Melilla je španski Maroko, na oni strani Gibraltarja sta dva mesta, ki sta še španska, Ceuta pa Melilla. In tam so začeli iz Tunisa pa iz ne vem odkje, lest čez tisto ograjo na to stran. Nekaj časa so tisto Španci gledali, en teden, 14 dni, potem so spustili pa elektriko v tisto žico. In jih je enkrat v eni noči, enih 10-15 dol padlo mrtvih, veste. Je bil pa notranji minister Bruselj klican in potem je bilo na televiziji pokazano, kaj je rekel. Z roko je po mizi udaril in je rekel, mi smo jih imeli 500 let za vratom, da so nas na kole natikali, eden več ne bo v Španijo stopil ilegalno.
Dokler sem jaz notranji minister in je šel in zaprl vrata, zapustil sestanek in prišel nazaj v Španijo in enega begunca niso vzeli ilegalnega. Potem so pa rekli, bomo mi povedali, koga bomo vzeli, ampak se jih noben več ni upal posiljevati s temi begunci. Ne? Zdaj vam pa tudi povem, da ko je bilo, ko je nova vlada, namreč eno leto pa pol so vlado sestavljali od lanskega decembra, prve volitve niso jo sestavili, junija jo niso sestavili, decembra bi morali biti pa tretje, je pa kralj mal glas povzdignil, ima pa ustavi pravico, pa je rekel tako, zdaj imate pa gospod Rahoj mandat, sestavite vlado in prosim, da je vlada sestavljena v tem in tem času. Prva imajo ministrico za obrambo, žensko, ampak Orang tako strogo in resno je postrojila vso vojsko in drugi dan po tistem, ko je bila imenovana in ko je dobila mandat, ko je prisegla, je poslala bojne ladje v Sredozemlje. Ne vem, če veste, v Sredozemlju zdaj španske bojne ladje delajo red. Čuvajo na libijski obali, da ni več tega ilegalnega pretoka tako masovnega, kot je bil do zdaj, ob pomoči italijanskih švercerjev in prekupčevalce z ljudmi in pred turško obalo so šle španske ladje. Španske ladje so tam. So vse povedali. Prosim. Tako. Seveda ne, tukaj prvič nimate, ne vem, ali nočijo, ali ne znajo, ali pa ni nobenega poročevalca, ki bi spremljal te dogodke. Tle se pogovarjajo, ne vem, Samo trenutek, hvala. Od krajevne skupnosti, tamle gor nek v Radgoni, zakaj oni hodijo tja delati v Avstrijo, ne? Zdaj pa kakšno vprašanje, prosim, eden po eden, 1, 3, 4 vprašanja bomo vzeli, prosim. Kakšno vprašanje, razmišljanje mora biti za gospo Vero. Saj so se me že navečali poslušati. Je odlična sogovornica, se strinjate? Hvala lepa. Zdaj me je nehalo zebs, bi že lahko kapo z glave dala, ampak da jo pa ne dam, ker sem kuštrova. Pa bi mogoče vseeno jaz, gospa Vera, v luči Brexita in v luči evropskega zaostrovanja razmer, na kakšni preizkušnji pa je danes Evropska unija? Lejte, ne me to spraševati, ker živim v Španiji. Ne vem, če veste, torej sigurno veste, ampak od blizu nihče ne spremlja ta, kako bom rekla, napetost med Španijo in Anglijo. To je 100-letno rivalstvo in še zdaj se prepirajo, čigava krona je čigava. Od Katarine Aragonske, ki jo je poročil Henrik VIII, angleški, ko je bila ona edina princeza španska in je umrla gor in njena hčerka ni nasledila krone in tako dalje. Vse znajo, kelner, ta zadnji v hotelu vam bo to povedal. Od leta, ne vem, 1500 naprej se kregamo z Angleži. In veste, kaj se je zdaj zgodilo? Španci, ki živijo v Gibraltarju, Gibraltar je pa angleški, so napovedali referendum, da oni pa ne bodo šli ven iz Evrope, ker hočejo biti v Evropi, ker so Španci, ker hočejo biti tukaj. In en teden po tistem so prišle podmornice angleške z jedrskimi konicami v Gibraltar. Pri nas v Las Palmasu so se znašle španske bojne ladje z raketami uperjenimi gor. Nihče to ni tukaj vedel, to je bilo junija, tako našpičano, da smo se vsi tresli, ker sreč, da ni imela takrat Španija vlade. Sreč, da jo ni imela, ker ne vem, kaj bi bilo. Pri meni so se stepli Španci, ki so bili pri meni na obisku, tam so igrali pa biljard Angleži, so se tako stepli do krvi, da sem jaz potem tistega kelnerja, zakaj ni policijo poklical, pa rekel, vse sem jo. Jaz sem rekla, zakaj pa niso prišli? Ja, je rekel, vprašali so me, kdo zmaguje, sem pa rekel, da naši, pa so pa rekli, dobro. To je Španija pa Anglija. Ja, res, brez heca. Španci pa Angleži, veste,
To jaz vam ne znam zdaj, jaz ne znam oceniti te situacije z drugimi očmi, ampak tisto, kar dol slišim, pa vidim, kako so našpičeni, kako so Španci jezni, ker so šli Angleži ven, ker so s tem zgubili svoje ljudi, ki so šli ven iz Evrope. Ne? Zgubili so jih, jaz ne vem, koliko v Gibraltarju, koliko je prebivalstva, koliko šteje, ampak zelo, zelo so prizadeti. Ne? Španci so tako prizadeti, kot da bi zgubili, ne vem, kot da bi svoj teritorij izgubili. Ne? Mogoče kakšno vprašanje vmes? Druge relacije pa ne poznam. Hvala. Okolikor ni vprašanja, bova midva gospa Vera sklenila z vašo mislijo. Dejali ste, da je sopotnica nespoštovanja laž. Ja. Kaj bi nam položili na srce? Lejte, brško vzgojite od otrok naprej spoštovanje najprej do staršev, do družine, svojih najbližjih, potem naprej do vzgojiteljev, do profesorjev, učiteljev, predpostavljenih. Potem je čist drug odnos tudi do trgovke v trgovini, do nekoga na cesti, do nekoga v avtobusu. Če tega ni, če spoštovanje ni, to je ta prva osnovna, kako bi vam rekla, osnovna manira ali pa osnovna človeška lastnost, ki se ceni, ki ti da vrednoto, ki ti da neko notranje bogatstvo in zunanji obliko vedenja, je spoštovanje. Če tega ni, vse pade. Potem si vse upaš. Vsaj tako jaz gledam. In to je tisto, kar bi morali imeti najprej spoštovanje med seboj. Ja. Hvala lepa, gospa Vera, da ste bili naša gostja. Mogoče še kakšno misel za zaklep? Glejte, sam nekaj še bom rekla. Mene zelo boli v Sloveniji, ko vidim, pa ne vem, od kje to izvira, da se tudi družinski člani med sabo ne spoštujejo. A veste, da je ogromno starejših ljudi, ki sami tavajo po cesti s kakšno palco, pa ni z njimi nobenega, ne vnuka, ne nobene druge osebe iz družine. V Španiji nikoli ne boste videli starejšega človeka samega na cesti. Vedno je nekdo z njim. Jaz to štejem kot spoštovanje, gledam kot spoštovanje, kot odnos do človeka, pa potem nisi sam, ne? Če imaš nekoga, ki je ob tebi in te spoštuje, imaš čist drug občutek, da si tudi ti vreden, da imaš tudi ti neko, ne bom rekla ceno, se grdo sliši, ampak da imaš neko vrednoto in torej spoštovanje. Ja. Kako zdravstvo deluje v Španiji? Lejte, dol je ogromno privatnega zdravstva. Dol so ambulante, bolnice so privatne. Ne vem pa, kako se poplačajo, ne? Ker zdravstven prispevek je zelo nizek, to vem, zanesljivo. Prispevek za zdravstvo. Mislim, da pa država iz davkov napaja zdravstveno blagajno. Tako kot marsikaj drugega. Naprimer, lejte, iz davkov se financira letalska družba. In vsi, ki imamo status, jaz imam tudi njihovo zeleno karto, ker dol plačujem davek, normalno. Če plačuješ davek v državno blagajno, imaš za to tudi neko boniteto. In kaj imam jaz boniteto? Jaz druge nimam, ampak imam popust pri letalski karti za državno družbo Iberijo. Ne? Me vedno vprašajo, če imam zeleno karto. Imam. Torej, domnevam, ker se plačuje zdravstveni prispevek, se plačuje, to vem, vsi, ali ga vsi enako, ali eni več, eni manj, to ne vem, ampak sigurno se plačuje na zveznem nivoju, na državnem nivoju. Kako pa potem refundirajo, kako se iz tega denarja financira privatno zdravstvo, pa ne vem. Zagotovo pa dobijo nekaj denarja od zdravstvene blagajne. Zagotovo. Pri nas, jaz delam slučajno v enem humanitarnem centru, Centro Acogida, CAIPSO se imenuje, to je Centro Acogida Internacional para Persona Sin Hogar. To so ljudje brez doma in brez strehe nad glavo,
ki jih je dol kar veliko, ker jih pripeljejo ladje kot slepe potnike iz raznih kontinentov. Njih vržejo dol, v Las Palmasu. Prvo grejo na policijo, oni jih pošljajo pa k nam in potem imajo pri nas vse. Hrano, moram še nekaj povedati, kar je meni zelo tule me moti. Španija ima zakon, da je prepovedano metati hrano v smeti. In morajo hoteli hrano, ki ob enih ostane, ko je kosilo razdeljeno, pripeljati v centre, torej na Caritas, k nam, v šolo, pa se tam razdeli. Če pa tam kaj ostane, šele lahko kmet vzame za pomije. Nam pripelje pa nazaj jajca pa banane. In dobimo ob enih, res da dobimo tisto hrano, ki v hotelu ostane, ki ni vedno najboljša, ker najboljšo že gostje pojejo, ampak k nam pride in jo dobijo naši ljudje, kolikor jih je čisto dovolj, pa še ostane, pa še jo kdo dobi, če pride iskat. Točem povedati, ker pol pride k nam tudi enkrat na teden zdravnica in ta pride iz privatne klinike in privatna klinika nam tudi nekaj denarja celo da. In iz tega sklepam, da mora privatna klinika dobiti denar iz zdravstvene blagajne, ker nima toliko pacientov, da bi se sama vzdrževala v takem obsegu, kot je. Za drugo... Ne, ona pride humanitarno, ti dobro... Prosim? Vi, če greste zdravniku, če morate plačati. Jaz nič ne hodim, nisem nič bolna. Na srečo. Enkrat, ko mi je zob odletel, sem šla k zobozdravniku, ampak sem plačala, ne. Tisti sem pa plačala, bil pa nemški zobozdravnik. Moram pa reči, da so pa zelo, to je pa tudi dobro, ker dol so upokojenci iz severne Evrope. Danci, Nemci, Švedi in tako dalje. Niso brez denarja, logično. Vsi mogoči zdravniki, ki so za ljudi z starejšimi, s težavami, ki so pač v teh letih normalne, teh imate kolikor hočete in so zelo poceni in je velika konkurenca. Gospod, en Švicar mi je rekel, pri nas so zdravniki dragi, v Švici, ne, tule so pa čisto poceni. Jaz sem rekla, zato, ki jih je velik, ne, je imel neke težave s kolkom. Kak to laufa, jaz ne vem, jaz nič ne rabim, ne. Tako, hvala lepa, gospa Vera Mejak Đuković za pogovor.